En lep pozdrav sem skupaj, sem Mihael Žmahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše in evo, tukaj je moj prvi ponedeljkov video v novem letu, v letu 2018. In na tej točki bi se rad zahvalil vsem, ki ste bili z nami prejšnje leto in vas povabil, da ostanete z nami tudi v prihajajočem oziroma trenutnem letu. Vsakme izmed vas, ki gleda ta video, želim v tem letu vse najboljše. Želim, da stopite na svojo pot vaše notranje resnice, da v tem letu izživite sebe in doživite vse, kar si želite doživeti kot ego in kot duša. In želim, da v tem letu dobite tiste nagrade, ki si jih zaslužite oziroma jih potrebujete. Od vesolja seveda. In včeraj smo imeli se fantastično z prijatelji in z našim timom. Smo igrali Activity do 6. zjutraj in ko sem se prej zbudil, sem rekel, wow, čas je za ponedeljko video, moram ga posneti. In je prišel moj vodnik in je rekel, povej jim v tem videu o svetlobi. Zakaj o svetlobi? Zaradi tega, ker je leto, v katerega smo danes stopili, leto svetlobe, leto prebojenja, leto, v katerem bo na tisoče in tisoče ljudi po celotnem svetu spoznali, kdo so v resnici in kako lahko svojo edinstvenostjo in unikatnostjo doprinesejo svetu. Če boste pogledali svet okoli sebe, boste videli, da je veliko ljudi v bolečini, da je veliko ljudi izgubljenih in ne vejo, kam se obrniti. Boste videli, da je narava v mnogih delih sebe poškodovana, da je njena energija nekje onesnažena, da je njena energija nekje težka. In ko pogledate svet takšen, kakršen je, boste videli, da je lep, ampak vsak izmed nas si zasluži, da živi lepo življenje. In naša naloga, tistih ljudi, ki se zavedate, česa smo zmožni, česa ste zmožni, je, da pomagamo tistim, ki so se na tej poti malo izgubili. In leto 2018 je leto duhovnih učiteljev, je leto ljudi, ki so se spomnili, česa so zmožni, je leto aktivacije talentov, leto, v katerem se bojo mnogi spomnili, zakaj so se sploh rodili, kakšno je njihovo življenjsko poslanstvo. Leto, ko se bojo mnogi zazrli v sebe in preko meditacije, pisanja, posvetovanja in učenja ugotovili, kdo so v resnici. Jaz sem že zelo dolgo časa nazaj posvetil del svojega življenja temu, da pomagam svetu in sebi širiti svetlobo. Na milijon načinov, preko pisanja, preko snemanja videov, preko tečajev, preko delavnic. In tudi vas pozivam, to je poziv k lightworkerjem, da tudi vi najdete način, kako gradite in širite svetlobo v tem svetu, na tem planetu. Vsak izmed nas je duhovni učitelj, vsak izmed nas je ključen del te družbe, zaradi tega smo se tudi rodili. Ljudje smo veliko bolj pomembni, kot mislimo, da smo pomembni. Vsak posameznik je veliko bolj pomemben, kot misli, da je pomemben. In včasih ljudje pozabijo, da je dovolj en človek, ki se spomni, kdo je v resnici, in takšen človek lahko spremeni celotno družbo. Videli boste, če boste pogledali srcem ljudi okoli sebe in svet okoli sebe, da je veliko točk, na katerih lahko pomagate, da je veliko ljudi, ki potrebujejo vaša znanja, ki potrebujejo vaše darove, ki potrebujejo vas, da narava potrebuje nas, da ji pomagamo nazaj spostaviti ravnovesje, da so tam zunaj živali, ki potrebujejo nas, da jim pomagamo urediti njihovo življenje. In če se ljudje povežemo med seboj in stopimo skupaj močni naprej, lahko naredimo res čudovit svet za vse. Ampak to lahko naredimo edino tako, da ugotovimo, kdo smo v resnici. Tako da se predtem zazremo vase, da gremo poiskati svoj notranji mir, da se preko meditacije, preko poglobitve v lastne čustva in občutke zavemo, kdo smo kot bitja. Ker v vsakem izmed nas se skriva duhovni učitelj, v vsakem izmed nas se skrivajo motivatorji, zdravilci, ampak se moramo tega spomniti. Res je, da nekateri ljudje pravijo, da ne more vsak biti duhovni učitelj, da ne more vsak delati z drugimi ljudmi. To ni res, lahko, ampak prej se moramo spomniti. In mnoga pravila modernega sveta so človeka tako močno oddaljila od njega samega, da je začel verjeti v iluzije, da je ločen od narave, v iluzije, da ni sposoben, da ni vreden, da ni ljubljen. In ko enkrat ljudje se vrnemo nazaj v sebe, imamo možnost, da iluzije modernega sveta odmaknemo stran in takrat vidimo resnico o sebi. Resnico, da lahko vsak človek, če se odloči, spremeni svoje življenje takole in svet okoli sebe. Ampak moramo se odločiti. In za to leto sem se jaz odločil, da bom poiskal nove duhovne učitelje, nove motivatorje, nove zdravilce, nove učitelje, zaradi tega, ker jih svet potrebuje.
Poglejte, kolikrat ste bili v krizi v življenju, pa ste prebrali eno dobro knjigo in vam je ta knjiga pomagala. Kdo je napisal to knjigo? Je nekdo, ki se je spomnil, da je pisatelj, nekdo, ki se je spomnil, da lahko preko knjige nekaj da svetu. Ali pa ko ste zboleli, ste šli k zdravniku, ne? Kdo vas je pozdravil? Kdo je zdravnik v resnici? Nekdo, ki je že leta nazaj začutil, da lahko preko svojega uma, preko svojih čustev, preko svojih sposobnosti in medicina zdravi druge ljudi in jim pomaga tam, kjer se sami ne znajo pomagati. Včasih ljudje izgubijo upanje, pa grejo nekemu svetovalcu ali pa coachu. Kdo je ta coach? Nekdo, ki je spoznal, da ima sposobnost motivirati ljudi. In vsak izmed vas, ki gleda ta video, ima tudi te sposobnosti, sam najdete jih morate. Zato sem se za to leto, za 2018, odločil, da bom poiskal nove učitelje energijskih povezav, da bom poiskal nove zdravilce, nove ljudi, ki znajo zbuditi upanje, nove ljudi, ki znajo prijeti tisto, ki se zgubili za roko in jih odpeljati tja, kamor si želijo. Kam? Proti svetlobi. Svetloba je nekaj, kjer vsak najde svoj smisel. Svetloba so uresničeni življenjski nameni, svetloba so uresničeni cilji, uresničene sanje. A si ne želi tega vsak izmed nas? A se ni vsak izmed nas rodil zato, da bo v življenju dobil tisto, kar si srčno želi in se razvil v tisto osebo, za katero je ves čas čutil, da se lahko razvije? To je naša naloga v letu 2018. In naredite to. Uporabite vse možne načine, ki jih poznate, da boste našli svetlobo v sebi in v drugih in da boste pomagali sebi in drugim okoli sebe. Meditirajte, ukvarjajte se s svojimi hobiji, ki so vam zanimivi, učite se, berite knjige, iščite informacije, povezujte se samim seboj z drugimi ljudmi, povezujte se s vesoljem okoli sebe, komunicirajte s svojimi vodniki, meditirajte, naredite karkoli je potrebno, zato da razvijate tisti božanski del sebe, ki vas dela unikatnega. Vsi tisti, ki bi radi pri tem pomoč, za vas sem naredil tečaj v letu 2018, tečaj, kot ga še ni bilo. In to je šola za lightworkerje, šola za učitelje energijskih povezav. Veste, energijskih povezav, duhovnega dela se ne da naučiti, moramo se ga samo spomniti. Vsi smo duhovna bitja znotraj sebe in vsak izmed nas ima sposobnosti, s katerimi lahko pomaga ljudem, ampak se jih moramo spomniti. In to bom delal na tej šoli. In to je obsežen program. Zato bi rad, da sprejmete pravo odločitev, tiste, ki ste začutili, da bi radi z mano stopili na to pot. Zato 1. februarja 2018, to se pravi točno čez en mesec, organiziram v Ljubljani v našem duhovnem ateljeju Potovanje duše na Tacenski 26 brezplačno predstavitev duhovne šole za lightworkerje in učitelje energijskih povezav z brezplačno meditacijo. Vabljeni ste, da se mi pridružite, da pogledate v svoje notranje resnice, da se naučite z mano odpirati portale do višjih duhovnih sfer, da se naučite izvajati iniciacije, ki vam lahko spremenijo življenje, da se naučite razumevati cikle vesolja, cikle materializacije, da se naučite brati svetlobne kode, ker to lahko vsak izmed vas naredi. In ko se enkrat človek spomne, kdo je v resnici, takrat za vsako besedo, za vsakim dotikom, za vsakim pogledom spreminja svet okoli sebe. In ne pozabite, leto 2018 je leto, v katerem bomo dvigovali svetlobo. Najprej svojo in potem svetlobo ljudi, živali, biti in narave okoli nas. Če ste začutili, da bi se mi radi 1. februarja pridružili na brezplačne predstavitve z meditacijo nove duhovne šole, ste vabljeni, da mi na moj mail mihael@potovanje-duse.si pošljete svojo prijavo. Pošljite prijavo zaradi tega, ker se mesta zelo hitro polnijo. Vsi naši dogodki, fantastični tečaji in delavnice, nove meditacije in vse možne video vsebine, ki bomo v letu 2018 posneli za vas, pa najdete na naši spletni strani www.potovanje-duse.si. Prosim, odločite se zase, odločite se za svojo svetlobo. Svet vas potrebuje in če bomo ljudje stopili z roko v roki skupaj in poskrbeli, da smo mi močni, bomo vsi postali močni. Želim vam čudovito leto 2018, želim vam, da ste srečni, da živite svoj notranji mir in se vidimo kmalu. Čau!